za program Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki se je začel pravzaprav že v 2019, no, in je potekal formalno, v resnici je pa začel se lansko leto, no, in je nadaljevanje programov Aktivno v šolo in predtem Zdrav šolar, ki so se začeli 2015 oziroma 2017. In v tokratni izvedbi obsega 3 ključne dejavnosti. In sicer največjo pozornost tokrat posvečamo oblikovanju lokalnih partnerstev oziroma pripravi načrtov hodljivosti v izbranih lokalnih okoljih in možnostih oziroma vzpostavljanju pogojev za hojo v lokalnih okoljih. Druga aktivnost, ki se še ni začela in se bo začela kasneje letos, je širjenje znanja. To so seminarji oziroma predstavitve za načrtovanje zdravega bivalnega okolja. Tretja aktivnost je pa podpora spremljani poti v šolo s pešbusom in bicivlakom, ki je v okviru katere pa tudi današnje usposabljanje poteka. Program poteka s podporo Ministrstva za zdravje in tudi v okviru tega, bi rekel, iniciative Dobrtek Slovenija, no, ki je namenjena spodbujanju zdravega življenjskega sloga in gibanja. Zdaj, za tiste, ki mogoče se še niste toliko srečali z pešbusom in bicivlakom, mogoče 2 besedi, zakaj sploh gre. Gre za organizirano spremstvo otrok na poti v šolo, po stalni poti in po rednem urniku. Skratka, nekaj podobnega, kot je avtobus ali pa vlak, zato tudi ime, ne, samo da pač poteka v spremstvu odraslih oseb, sicer pa peš ali s kolesom. Včasih tudi s skirojem ali pa z rolko, ampak največkrat kar lepo peš. Zdaj, zakaj je to pomembno? Ko smo začeli s tem programom pred pač kar nekaj leti, zdaj že 5-6 let nazaj, je bila Slovenija ena od držav, ki je imela največje težave oziroma enega največjih deležev prekomerno težkih ali celo debelih 15-letnikov. To stanje se je sicer zdaj stabiliziralo in do neke mere celo popravilo, tako da so podatki iz predlanskega leta malo boljši, s tem, da vemo, da zdaj seveda z tole pandemijo je zadeva spet, bi rekel, se drastično poslabšala v nekaterih segmentih in bomo pravzaprav videli, kakšni bodo podatki v naslednjih letih. Vsekakor je težava to, da danes otroci ne samo prekomerna teža, ampak je težava tudi premalo preživljanja časa zunaj in premajhna samostojnost otrok, premajhne gibalne sposobnosti in k vsemu temu pravzaprav ta program tudi prispeva. To je bilo izhodišče, eno od izhodišč. Tole je malo označeno, kje smo v Sloveniji na temle grafu. Drugo izhodišče, ki je bilo pa za nas pomembno, ki se pravzaprav v osnovi z urejanjem prostora in z mesti ukvarjamo, so pa tudi prometne razmere v okolici šol. Danes se pogosto srečujemo pred šolami s takimi situacijami, ko pravzaprav manjšina staršev, ki želi ali pa ki nekako se jim zdi, da bojo najboljše naredili za svojega otroka, če jih v šolo pripeljejo, pravzaprav naredi tako prometne zastoje, kot seveda tudi onesnažuje zrak in pa varnost za vse ostale otroke, tudi seveda tiste, ki pridejo peš ali s kolesom pred vhodi v šole. In pač promet in prometni vidiki so pri urejanju mest eni od ključnih in za nas tudi eno od izhodišč, zakaj smo se tega programa v bistvu lotili. Tretja pomembna stvar je pa pravzaprav tudi neka družbena povezanost, no, o tem pa mogoče tudi še kasneje kdaj. Skratka, pomen, ki ga ta program ima za osnovne šole, smo nekako z evalvacijami preverjali že v nekaj korakih tekom izvedbe tega programa. In poleg samega osnovnega namena po bolj zdravih šolarjih,
so vsi, tako učitelji kot starši, poročali o tem, da so otroci pri prvih urah predvsem prvo uro seveda bolj zbrani, ker se že predihajo in pogovorijo na poti v šolo s prijatelji, da rajši vstajajo, da se jim bolj mudi, ker bolj vejo, da ne bodo, da jih pešbus ne bo čakal in ne bi radi izpadli slabo pred svojimi prijatelji. In da se tudi s časoma pozna že ta večja samostojnost otrok, tudi mlajših otrok pri na poti nazaj iz šole ali pa pač pri obnašanju v prometu. Med zaželenimi posledicami, ki so tudi nekako bile opažene in, bi rekel, preštete, je manj avtov pred šolo. V Novem mestu so že prvo leto, ko so izvajali to, poročali, da je bilo kar okrog 50 do 60 avtov manj vsako jutro pred šolo, kar je v bistvu ogromno. Podobne podatke smo tudi mi v kasnejših letih, recimo lani, ko smo v Škofji Loki s tem sodelovali pri tem, je bilo tudi pač tam v sicer nekoliko manjši šoli, tudi mislim, da okrog 30 avtomobilov manj. Tako da to je nekaj, kar pomembno prispeva k tudi prometni varnosti, ne nazadnje. No, in kot že omenjeno, pomembna je tudi ta družbena povezanost, kajti med spremljevalci so pogosto starejši, pa tudi mame, očetje, babice, dedki, otrok, ki pač hodijo v šolo in ki se med potjo seveda spoznajo z drugimi otroci iz bližnje, iz soseščine, in s tem seveda tudi, bi rekel, se nekako bolje, bi rekel, povežejo tudi pri drugih aktivnostih izven šole, no. Včasih je bilo tudi tako, da se pravzaprav še otroci iz iste ulice ne poznajo, to smo ugotavljali pač, dokler ne začnejo skupaj hoditi v šolo, no. Tako da to je tudi, bi rekel, pomembna dodana vrednost, no. Za občine je pa včasih lahko posredna prednost tudi, če bi s tem uspeli kakšen šolski avtobus ukiniti, seveda tudi nižje stroške prevozi v šolo. Ampak za nas to ni bilo ključnega pomena. Zdaj, kako se je začelo? Spomladi 2016 smo imeli pilotno fazo, ko smo pravzaprav testirali to po zgledu pač nekaterih tujih držav, smo ta model poskušali pri nas uvajati, in takrat smo poskusili na 2 šolah v Ljubljani in eni v Novi Gorici. Na obeh ljubljanskih je potekal poleg pešbusa tudi bicivlak, v Novi Gorici je bil samo pešbus in takrat je sodelovalo dobrih 80 otrok. Zadeva se je v naslednjih letih precej, bi rekel, razširila. In tako smo imeli lani, kljub pandemiji, pravzaprav v jesenskem času, to je bil september in začetek oktobra, 68 sodelujočih šol, pač vključno s podružničnimi, in en bicivlak, in to ravno v Črni na Koroškem. In ocenjujemo po tem, koliko imamo potreb po vozovnicah, da je sodelovalo prek 3700 otrok, in pešbus je vozil na prek 170 progah, no. Takrat je 8 šol napovedalo tudi izvajanje skozi vse šolsko leto, kar se je pa seveda potem zaradi ukrepov, ki so za preprečevanje pandemije izkazalo kot nemogoče, ker pač šole ni bilo v živo sploh. Prostorsko pravzaprav zdaj že skoraj po celi Sloveniji imamo razširjeno sodelovanje.